Ob koncu poletnih počitnic se v Kinu Šiška pripravlja prav posebna razstava oziroma dogodek, ki bo za mnoge prijetno presenečenje. Gre za razstavo ljubiteljev risanja stripovskih likov in drugih kreacij, poimenovano Illustrarium. Pripravlja ga neuradno društvo, bolje rečeno skupnost ljubiteljev japonskih animacij in stripov Slow Anime. To bo zdaj že druga razstava, saj so lani prijeli ogromno različnih risb na ogled obiskovalcev, obenem pa so pripravili še voden program, kjer so se lahko obiskovalci naučili risati, prebirati kakšen japonski strip in tematsko povezane revije, na bazarih pa kupili rabljeno gradivo, poslušali predavanje in poskakali na arkadnih podlogah. Letos lahko pričakujemo zelo podoben program, začenši ob 13. uri v soboto 20. avgusta. Razstava pa bo na ogled še v nedeljo 21. avgusta. Bistveno se bo razlikovala le tematika razstave, kjer bodo tokrat risarji izlivali podobe v stilu animejev in mang na temo slovenskih pravljic in mitologije. Risarji se lahko na ta natečaj prijavijo le še do 10. avgusta, ko morajo organizatorji že prejeti končne risbe za razstavo. Mikavne so tudi nagrade za najboljše. Za navodila in pogoje priporočamo obisk uradne strani razstave. Več o samem dogodku pa je povedal soorganizator Blaž Juvan, ki je obenem tudi ustanovitelj spletne skupnosti Slow Anime. Torej, Illustrarium je dogodek in razstava, ki je plod ideje ljubiteljev japonskih animacij in stripov, animejev in mang. V lanskem letu smo imeli možnost v Kinu Šiški narediti dogodek, ki kakršenkoli, in smo se ob kavici dobili idejo, da bi naredili razstavo prerisanih likov iz animejev in mang, in potem smo to združili še z nekim dogodkom, kjer bi se lahko ljubitelji tovrstne niše združevali, zabavali na arkadnih podlagah, ob branju različnih mang, lahko bi na bazarju kupili različne mange, ki jih še nimajo, in drugih delavnicah risarskih. Letos pa smo zadevo malo nadgradili in smo se spomnili ideje, da bi dali temo, ki bi bila, ne bi bila direktno povezana z samimi animeji in mange, ampak bi bila na slovenske pravljice in mitologijo. Tako da smo letos praktično naredili nekaj čisto novega, kar pa bo se pokazalo šele na samem dogodku, kako uspešno bo. Dogodek Illustrarium bo 20. in 21. avgusta, s tem, da bo 21. avgusta od 1. ure naprej voden program z delavnicami, z arkadnim plesom, z projekcijami, predstavitvijo cosplay kostumov in pa na koncu še projekcijo izbranega animeja. Ta niša, včasih jo vidimo, ne vem, kakšne recimo animeje televizije, kot je bil Steamboy oziroma Izumitelj je pri nas znan, potem Howlov Gibljivi grad, pa Čudežno potovanje, pa recimo Pokemoni so recimo za mlajše gledalce, Dragon Ball je bil včasih zelo popularen, pa Ghost in the Shell je bil recimo dosti let nazaj, ki je bil predvajan, ampak potem ne več, pa take zadeve. Zaenkrat še študiram v smeri multimedijo, drugače pa se ukvarjam tudi v bistvu z novinarstvom, videoprodukcijo, pa vodim ta spletni portal Slow Anime in se ukvarjam tudi z organiziranjem dogodkov okoli njega. Ob koncu leta je še
tako imenovana novoletka, ki v bistvu ni pač neka novoletna zabava, ampak je nekakšen dogodek za ljubitelje animejev in mang, kot neka konvencija, ki jo poznamo iz tujine, ne vem, Anime-kon pa Otakon pa take zadeve, kjer se združujejo enako ljubitelji, le da ni poudarek na risbah in pač risanju, ne. Ne bi bilo odveč omeniti, da je obisk razstave lahko zanimiv za vsakogar, ki je kakorkoli navezan na japonske animacije in stripe ali pa zgolj navezan na slovenske pravljice in mitologijo. Poleg razstave in delavnic napoveduje še predavanje o mangah, razstavo dragocenih zbirateljskih figur, crossplay predstavitve, projekcijo celovečernega animeja in spoznavanja. Organizatorji vam zato na koncu sporočajo: vljudno vabljeni! Jaz ponavadi pijem jogurt za zajtrk. Včasih pa sok. In običajno se ne slačim pred neznanimi. In že dolgo se ne igram v pesku. In skoraj nikoli ne berem ljubezenskih romanov. Običajno se družim s starejšimi. Tudi to poletje, kot ponavadi, morje kliče. Črna gora. Naravnost na mizo. Agra, največji mednarodni sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji in sosedski regiji 4 držav. Gornja Radgona od 20. do 25. avgusta. Pomurski sejem.